Lepo pozdravljeni, spoštovani gospe in gospodje, hvala, ker ste se odzvali našemu vabilu na srečanje z kvalificirano javnostjo in sicer v imenu Konfederacije sindikatov javnega sektorja. Kolegice in kolegi, ki jih poznate, so z menoj. Konfederacija sindikatov javnega sektorja zastopa več kot 70.000 zaposlenih v javnem sektorju in seveda predstavlja izrazito, bom rekel, heterogeno sicer asociacijo, v vsakem primeru pa reprezentativno, kar se tiče zaposlenih v javnem sektorju, se gre praktično za polovico vseh zaposlenih, nekaj manj, ki delujejo na tem področju. Dovolite mi, da najprej v imenu vseh, ki smo člani Konfederacije sindikatov javnega sektorja, izrazim podporo Policijskemu sindikatu Slovenije in tudi kolegom iz drugega sindikata, ki so se postavili v bran policistu, ki je bil zdaj v zadnjih dneh šikaniran. Konfederacija sindikatov javnega sektorja v celoti se solidarizira s stališči, ki jih je izrekel tako predsednik Policijskega sindikata Slovenije, kot tudi številni drugi, kar se tiče te reakcije, ki je prišla z političnih vod. Za začetek naj seveda izpostavim še enkrat, da se je pokazalo, kako pomemben je javni sektor v trenutkih, ko se stvari ne delujejo normalno, ko se državljani in državljanke, država sooča z zahtevno krizo, ki jo povzroča epidemija. In še enkrat ob teh, bom rekel, sodbah, ki so večinske, da je Slovenija to epidemijo prebrodila relativno uspešneje kot velika večina drugih držav, da gre pomembna zasluga najprej seveda delavcem v zdravstvu, vsem skupinam v zdravstvu, v sociali, domovi za ostarele in seveda kolegom in kolegicam iz policije in tudi drugih, ki so bili izrazito izpostavljeni v tem času. Tisto, kar je problem, je, da deklarativne zahvale, ki jih sicer poslušamo in so seveda dobrodošle, nimajo potem nekega ustreznega odgovora v ravnanju oblasti, ki na nek način ne omogoča zaposlenim v javnem sektorju in ne dopušča enakovrednega dialoga in razprave tudi o vrednotenju tega dela, ki je bilo opravljeno v času krize. Z eno besedo jaz upam, da je za nekaj časa, da so tisti pozivi o privatizaciji javnega sektorja, zdravstva, izobraževanja in drugih delov po tej epidemiji pospravljeni v kleti in da nekaj časa iz kleti ne bodo prilezli, kajti še enkrat javni sektor je seveda tukaj odigral odločilno vlogo. Moje kolegice kasneje in kolegi bodo izpostavili ključen problem današnje tiskovne konference, to je vprašanje vrednotenja njihovega dela posameznih skupin zaposlenih v javnem sektorju, zlasti kar se tiče dodatkov, ki so bili za to opredeljeni, torej dodatkov tako tistega, ki ga oblikuje kolektivna pogodba za javni sektor po 39. členu, kot tistega posebnega iz 71. člena ZIOP-a, to se pravi interventnega zakona, ki je omogočil pač to ekstremno izpostavljenost in dodatne obremenitve, da jih vsaj dostojno se nagradi, kot boste slišali, se na terenu dogaja nekaj povsem drugega. Kar seveda ni naključje, zato ker
nismo mogli in ni nam bilo dopuščeno, da bi lahko participirali z našimi opozorili, z našim vedenjem, s terenom, ki ga poznamo, da ne bi bilo toliko ne samo napak, ampak tudi nezakonitosti, neustavnosti, ki jih te interventni zakoni prinašajo. Eden od razlogov, zakaj bo ta interventna zakonodaja za 5 let, kot je rekel predsednik Ustavnega sodišča, zabasala vse kanale Ustavnega sodišča, je prav to, da se nas ni poslušalo in da je oblast z neko aroganco bila prepričana, da sama najbolje ve, kako se tej reči streže. Prav nasprotno je res, če bi mi imeli enakovreden položaj, tako kot je to za dostojne demokratične države v navadi, bi seveda bilo tu manj teh zgrešenih določb, ki bodo zdaj povzročale ne samo velike težave, ampak tudi dodatne stroške, kajti na vseh koncih se napovedujejo tožbe in vlaganje presoj na Ustavnem sodišču. Ena od teh stvari, ki kaže ravno tako na, bom rekel, to izrazito nedialoškost oblasti, je sodba oziroma odločitev komisije za razlago kolektivne pogodbe, razlago, ki jo je dala natančno za ta dodatek, enega od teh 2 dodatkov, ki je bila prvič od obstoja te komisije, ki razlaga kolektivno pogodbo za javni sektor, torej našo sistemsko kolektivno pogodbo, dosežena s preglasovanjem proti volji sindikatov in je seveda po mnenju tudi velike večine strokovnjakov presegla pooblastila, kajti ni se zadržala pri razlaganju kolektivne pogodbe, kar je njena naloga, ampak je posegla v samo vsebino kolektivne pogodbe in s tem vzela pravico, ki gre samo tistim, ki kolektivno pogodbo podpisujejo, to so pa na eni strani sindikati, na drugi strani pa Vlada Republike Slovenije. To je velik simptom in dokaz, kako, bom rekel, enostranske in nedialoške so te poteze vlade, ki jih je to zdaj vodila. Naj opozorim še na eno stvar in potem sklenem. Mi smo že 2-krat, zdaj že drugič prejšnji teden pozvali ministra za javno upravo, da naj začne socialni dialog z zaposlenimi v javnem sektorju, kjer dobesedno v posameznih delih javnega sektorja vre zaradi teh nepravilnosti in še vedno nismo prišli do tega, da bi se sploh lahko pogovarjali, kaj šele pogajali in usklajevali z Vlado Republike Slovenije. Še enkrat izpostavim tudi ekonomsko-socialni svet, ki je neka kvintesenca, izraz socialnega dialoga v naši državi in drugih evropskih državah, ki Evropska unija je participativna demokracija, ne zgolj politična demokracija, to pomeni, da temelji na participaciji vseh, ki lahko prispevajo k boljšemu življenju in imajo interese, da je ekonomsko-socialni svet še vedno blokiran. In sklenem z opozorilom neposrednim Vladi Republike Slovenije. Vemo, da je zdaj prišlo do velikih zadolžitev, te so bile v veliki meri potrebne, vendar opozarjamo, da zaposleni v javnem sektorju, tisti, ki so zdaj odpeljali večino in najtežje naloge, zlasti tiste, ki sem jih omenjal v času epidemije, ne bomo prve žrtve teh varčevalnih ukrepov, ki bi lahko zdaj potem sledili temu, bom rekel, temu novemu zadolževanju. Mi se bomo za naše plače in za obstoj javnega sektorja borili vsi skupaj in sem prepričan, da bomo to tudi obranili. Zato tu priporočam, da se na tej točki vlada ne podstopi ravnati tako, kot je bilo to pri zadnji krizi.